Devetošolci osnovne šole Ledina se zavedajo, da bo srednja šola najverjetneje prinesla tudi več stroškov. Zato premišljujejo o štipendijah. Zdaj sem zvedela, prebrali smo na računalnikih tudi, da pač je možnost, da lahko zaprosimo za štipendijo. V bistvu tudi nisem niti vedel, za katere so, poznal sem samo Zoisovo. Zoisova štipendija znaša 120 €, poleg pa spada še dodatek za bivanje. Namenjena je najbolj nadarjenim učencem, na primer tistim, ki imajo v 9. razredu povprečno oceno najmanj 4,7 in so dosegli kaj izjemnega. Zaprosil bom za Zoisovo štipendijo, zato ker imam dosti dobre ocene in tudi nekaj priznanja s tekmovanj. Ker imam dobre ocene v šoli in pač, da bom lahko nekako ta trud dobil poplačan. Učenci, katerih družine mesečno ne presegajo določenega zneska, pa lahko oddajo vlogo za državno štipendijo. Mladoletni dijaki dobijo najmanj 50, polnoletni pa najmanj 100 € na mesec. Meni se zdi dosti pomembno, da tudi otroci, katerih starši nimajo neke visoke plače, dobijo tudi to denarno pomoč. Vloge za štipendije morate oddati do konca avgusta. Na Ministrstvu za delo vas pozivajo, da se pozanimate tudi o možnostih kadrovskega štipendiranja. Kadrovske štipendije so v povprečju namreč najvišje. Podeljujejo jih podjetja, ki svoje štipendiste na to praviloma tudi zaposlijo.